Odnosi so zakon. Dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon. Danes je z nami Nada Zupančič, mama, žena, zakonska in družinska terapevtka in karierna svetovalka. Oddajo snemamo na dan, ko potekajo informativni dnevi za vpis v srednje šole in na fakultete. In Nada je ravno prava sogovornica za to temo. Pa začnimo to oddajo z molitvijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod, vabimo te v našo sredo. Vabimo te v naše družine, v naše odnose. Prosimo te za tvoje vodstvo, ko spremljamo naše otroke na poti njihovega življenja. In pomagaj nam, da bomo tudi skozi vse, kar bomo slišali v tej oddaji, malo boljši starši, morda malo bolj razumevajoči in potrpežljivi, in da bodo odnosi v naših družinah malo lepši in malo bolj prijazni. Vodi ta pogovor, vodi najine besede in hvala ti za vse, ki bodo to oddajo gledali in v njej našli nekaj zase. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako, Nada, pozdravljena v našem studiu. Pozdravljena. Hvala, ker si se pripeljala do Krškega. Smo veseli, da si vzela ta čas, ta dan. Pa na začetku mogoče, če se nam lahko malo predstaviš. Jaz sem že povedala, da si žena, pa da si mama, tudi kakšna je tvoja izobrazba, ampak daj malo povej o sebi tudi, kakšen človek si, kaj te veseli, kaj rada počneš. Ja, zdaj v bistvu bom rekla v svojem bistvu, sem sigurno najprej žena in mama 3 odraščajočim otrokom. Tudi tako, res tako, meni so odnosi bili zmeraj pomembni, tako da si res tako z možem redno vzameva čas tako za kavico, kot za večerne sprehode. Pa tudi ta veslanje ob 3 različnih najstnikih, kako v bistvu vsega najdete tam, kjer mogoče si on želi, da bi bila z njim. Ne vem, pač to pomeni, kdaj iti v hrib, kdaj iti do Martuških slapov, kdaj z najstnico tudi pogledati kakšno nadaljevanko, pa se pol ob tem pogovarjati. Tako se mi zdi, tukaj sem zmeraj bila tako en tak most med ljudmi, sem tudi to vlogo tako čutila in jo tudi zdaj tako nekako z veseljem sprejemam. Drugače sem pa veliko verjetno dobila od svojega očeta, ki je res tako zelo zaupal v Gospoda. Se mi zdi bil res tak za tiste čase en tak, tako kot en Abraham, ki so se mu vsi smejali, ampak on je pač tako, se mu to zdelo najbolj pomemben. Pa od svoje mame, ki je pa tako zelo pogumna, pa zelo rada imela otroke, še zmeraj jih ima. No, in me je potem pot peljala prav v to, da sem v bistvu zakonska in družinska terapevtka, da sem tudi pravzaprav vsako obdobje, v katerem so bili otroci, sem malo spremljala, tako, kaj se tam dogaja, kaj se pravzaprav odkrivala. No, v bistvu ob njih, ko so oni rasli, sem kaj tudi pokukala v teorijo in se veliko pogovarjala, in to pač zdaj to nekako vse skupaj združila v to, kar zdaj delam, ker delam pač veliko, predavam tako po šolah, kot imam tudi večere z mamam najstnikov. Najbolj, kar me veseli, so potem seveda na koncu druženja, ko gremo v različne konce skupaj. Pa v bistvu zelo rada pa res tako tudi sem v naravi, ker v bistvu se mi zdi, da narava me odpre tudi s komorkoli grem, uživam v lepotah narave in sem po manj tudi ambasador za iti v hribe ali pa na sprehode. Tako da, tudi če kdo zmatran, ni šans, gremo. Ja, se jaz tudi prepoznam o tem. Hvala. Bova potem še, ko se bova pogovarjali o tem in mogoče še kakšen drobec iz tvojega življenja vpletli noter. Se bomo pa danes majčkeno bolj podrobno ustavili pri točno določeni starosti naših otrok, torej pri naših najstnikih. In sicer predvsem pri tem, kakšna je vloga staršev, ko začnejo otroci odraščati in trgati to popkovino, starši z družino. Pa bi te za začetek vprašala, vsi poznamo tale stavek, mali otroci male skrbi, veliki otroci velike skrbi.
Me zanima, se strinjaš ti s tem in kako ti kot mama doživljaš oziroma si doživljala te dve različni obdobji v času odraščanja otrok? Ja, bom predstavljala. To se pravi, se mi zdi, ko so bili otroci majhni, je res veliko tega našega fizičnega aranžmaja, a ne? In to je pomenilo, jaz se sama sebe spomnim v enem obdobju, da pravzaprav eno leto ne vem, kaj se dogaja, ne? Ker je bilo tako močno, da ni bilo časa nič odreflektirati. Je res tako, se mi zdi, tisto obdobje poznam samo po slikah. Tako intenzivno je, ne? Fizično intenzivno. Potem se mi zdi nas majčken, tako odvisno seveda, kako otrok imamo, ampak tako se mi na življenje malo pocrklja, imamo majčken tiste, tako so otroci, ko radi kuhajo, ko so radi z nami, ko hodimo na izlete, ko se igramo družabne igre, ne, tako. In potem naenkrat, se mi zdi tako, lahko zelo tako, naenkrat nismo pripravljeni, ne, pademo v to, da me, ne vem, hčerka ne pusti v sobo, oziroma me pravi, zakaj me ni zraven, to pravi, boje hkrati, a ne, ne želi dotika, mi reče, da jo kamor ne pustim, da je to najslabša mama, a ne. In tukaj kar dihamo, ne. In mogoče ki si omenila male skrbi, velike skrbi, ja, v bistvu tukaj zdaj počasi mi spuščamo to našo kontrolo. Nimamo več pregleda nad vsem, kaj se otroku dogaja, in tukaj se lahko z naše strani pride tudi ena velika skrb. Ali bo on to zmogel? Kako bo on vsem tem? A ne? In če tako zelo poenostavljam, ker ni tako enostavno rečem, a ne, je to, a jaz zdaj znam o tej skrbi, to, kar se mu dogaja, in v bistvu ne vem več vsega, kaj se dogaja v šoli, ne vem več, sam si izbira družno. A jaz znam to po eni strani blago pristopiti, pa majčkeno se z njim pogovarjati, pa tudi malo slišati in ga podpreti, a znam o svoji skrbi tudi se pogovarjati v odraslem odnosu, to se pravi z možem, s prijateljico, mogoče tudi v eni skupini imam najstnikov, da lahko to dam ven. In a znam, a me kdo naučil, da to veliko skrb lahko izročim Bogu in v bistvu tudi tam iščem v Božji besedi kakšno modrost, pa malo prespim, pa potem prestopam. Tako se mi zdi več stvari, kako lahko to ne bo ena velika skrb. Drugače pa lahko rata ena velika skrb. Ja, zdaj si mi dala fajn iztočnico, a ne. Točno to, ko so otroci majhni, je fizično naporno, ne. Ko pa odraščajo, postane pa bolj psihično naporno. Ravno v tem, a ne, ker ti dokler otroku lahko večino njegovih stisk, ki so lačen sem, žejen sem, boli me, rešiš, je to pač rešiš in je mimo, ne. Pri najstniku pa ni mimo, ne. So pa kar naprej ene stvari, o katerih morda niti ne veš, ker ti ne pove. Ne, to si zdaj že dobro naglasila, a ne. In ko oni zavijajo z očmi, a ne, si rekla, zapirajo vrata sobe, se celo zaklepajo v sobo, a ne. Kaj en običajen mama, oče ob tem doživlja? Ja, odvisno, kaj je mogoče tudi od vsakega starša osnovna rana, ampak v bistvu je lahko, ben me noče več slišati, a ne, noče me slišati, noče me ubogati, lahko se počutimo ob tem zavrženo, a ne. Lahko v bistvu pride tisti en občutek, sploh če to tudi doma doživljal, a ne, vse sem naredila zate, zdaj pa takole, nisi hvaležen, a ne, tako eni veliko žalosti je lahko, veliko tudi jeza se lahko zbudi, en razočaranje, pa tudi en občutek krivde, tako sem te vzgojila. A ne. In v bistvu mogoče, če tukaj navežem, je tukaj pravzaprav se spet poenostavljeno, ker ni tako enostavno, ampak ja, je na nek način naš otrok tukaj rabi čustven objem. On zdaj zelo močno čustvuje, a ne, to se pravi, vsako stvar bo ekstremno doživel, to se pravi, če bo veselje, bo ekstremno doživel, in če bo žalost, bo ekstremno doživel. In a ga jaz tukaj znam čustveno objeti. A znam tukaj videti, da mogoče tako, ki je bil v bistvu, ki je bil majčken, ki je vsaka stvar smo mogli za jokom prepoznati, kaj je. Tukaj pa zdaj mogoče za jezo veliko stvari skritih, a ne. Je veliko ene jeze, ker v bistvu, če ne naredi dobro, je jezen nase. Če v bistvu njegove pričakovanja niso, je jezen. Če v bistvu sestrica mu je slučajno vzela svinčnik z mize, svinčnik, ki ga je glih ušilil, pa mu je najbolj svet, je jezen, a ne, besen, ne, to se pravi pretirava. A ne, a ga jaz zdaj tukaj znam po eni strani objeti v tem smislu, da ga tudi naučim, kako on lahko s to jezo dela. Da v bistvu, da mu
če ne zna še besed in dostikrat jih ne zna, da mu znam položiti, a ne, kaj pa je bilo, kaj pa je tukaj. Pa ne takrat, ko je vas razpenjen, ampak da manjčkaj se najprej umiri, potem pa pridem zadaj in tukaj on pa lahko dobi besede, tukaj lahko dobi to, da je še zmeraj dom. In tukaj, kakšen otrok to čuti zelo lahko, da smo vsiljivi, spravi, da moramo tudi zelo biti na tankem. Kakšen fant rabi mogoče samo roko na rame, pa ne veliko besed. In mogoče, kar je še en stavek, da v bistvu, kar se mi zdi, da se mame, zdaj, če bolj sebe poznam, kot tako, lahko rečem, je to, da tudi mogoče manj besed. Da raj utihnemo, najprej poslušamo, pa kakšen stavek rečemo. Če povem mojo izkušnjo, ko sem razmišljala o tem, kako tudi moža poslušati, saj je podobna dinamika, mi ženske z besedami rešujemo težave. Bolj, ko govorimo o težavi, manjša je. A bi lahko pa potegnili vzporednico, da ko pa pač si v interakciji z najstnikom, je pa podobno kot v interakciji z možem. Skratka, manj govor, pa več poslušaj. Ja, v bistvu vsi, v bistvu vsak človek si želi biti najprej slišan pa sprejet. Mogoče nas tega niso učili. Da najprej je ta prostor. Mogoče mi smo, kako stari ste poslušalci, ampak smo mogoče še imeli tako starše, ali pa njihovi starši so bili taki, da res v bistvu otrok mora samo biti tih pa poslušati. Odrasel pa samo govori. Se mi zdi, da tukaj, če tako odraslo zdaj pogledamo na ta odnos najstnik pa starš, je v bistvu, ja, mi želimo, da bi se otrok odraslo obnašal. Kako se pa bo? Ja, tako da mi z njemu v bistvu počasi, zdaj, ko je toliko star, že odraslo govorimo. Ampak, da na drugi strani pa pričakujemo, da pa on še ne bo odraslo reagiral. In to je tisto, kar je težko. To se pravi, jaz sem recimo do njega ljubeča, sem prijazna, njegov odziv bo pa lahko še različen. Da jaz tukaj pristopam. In da prisluškujem, kaj pa tam spodaj, kaj se dogaja. Da bo res slišan pa sprejet. Tako, in tukaj, kdaj mogoče res samo, vse isto, kot pri možu, ta del isti, samo tihniti pa v bistvu zaznavati, kaj se pravzaprav dogaja. Ne, da jaz že ven pridem, kaj se je, pa kaj se je bilo fajn drugače pa tako. Ker v resnici na sveti, ki jih radi delimo, jih sami pa nič kaj radi ne slišimo. To se mi zdi, da je kar skupno nam vsem. To si že tudi malo naglasila, kadarkoli gremo na kakšno predavanje o najstnikih, bomo slišali. Najstnik se more upreti, to je del razvojnega obdobja. In če se ne, je nekaj narobe. In celo citat obstaja, srečen najstnik ni zdrav najstnik. Tega si jaz zdaj velikokrat ponavljam pri mojih otrocih, ko pač so konstantno nesrečni, nezadovoljni, jezni, in potem vsa ta čustva projeciramo nase in se sprašujemo, kako slabe mame smo, da so naši otroci taki. A nam lahko malo osvetliš ta razvojni proces? Zakaj je to upiranje pomembno? Zakaj mora on to dati čez? Kam ga pol to pripelje v življenju naprej? Ja, zdaj, najprej to, da vemo, da to ni kopija mene, to je svoja oseba. In v bistvu zdaj, ko je majčkeno že opremljen z razmišljanjem, pa majčkeno več moči dobi, tudi čisto fizično, glas je močnejši, sploh pri fantih, telo je močnejše. Zdaj želi to sebe izraziti, sebe, v bistvu, če pač razume ene stvari, on bi rad to povedal, da bi bilo to tudi sprejeto, ali pa če ima eno idejo, da bi jo tudi speljal. Nima pa še tega najširšega odraslega vida, zato bo je v bistvu lahko kdaj kakšna ideja zelo ponesrečena in se mu bo tudi ponesrečila. In tukaj v bistvu je lahko zelo razočaran, jezen, in tudi v bistvu jaz pravim, da pravzaprav za tistim, ki otroci rečejo brez veze, da je to pomeni, jaz še ne znam, ni mi všeč, ne znam, ne zmorem, ne vem, kako bi, je lahko čist nekaj drugega. Je stiska zadaj. In da v bistvu pravzaprav tako, meni je ta podoba levitve zelo blizu, da v bistvu se pravzaprav iz tiste, tako kot je kokon, pa je pa metulj, ne bo naenkrat. Da je to res veliko bolečine, da on ven pride, pa še rad bi bil že svoj, pa še ne ve, kaj sploh to je. In potem
mu mi rečemo, jaz si 2 leti nazaj pa to znal, on pa zdaj nekam bi šel, pa še ne vem kam, pa eno ogromno hrepenenje je zadaj, in tukaj mu pravzaprav se mi zdi, da hkrati ga lahko starši malo tako od zunaj vidimo, kaj je njegova smer, da ga tukaj podpremo, ne da ga mi tišimo v nekaj, hkrati pa meje so pa še zmeraj in mu pomagajo, v mejah se pa varen počuti. Ampak, če meje tiste niso v njegovem dometu, boš najslabša mama, bo v bistvu rekel, vsi prijatelji smejo imeti pametni telefon, ti mi ga pa še zmeraj ne pustiš, ker si tako starokopitna. Tukaj v bistvu on se bo upiral in mi v bistvu tukaj je res umetnost, koliko meje še držimo, da ne bo padel na tla. In kdaj v bistvu mora pa kaj tudi sam sprobati pa pasti na tla. In tukaj na nek način, ko si širi ta prostor, se vidimo že začne v svojo sobo urejati. Tam ima edini prostor, če ima svojo sobo, ki ga v bistvu že malo preureja in vemo, tudi mi smo premetavali stvari, kako bi bilo boljše. In ta prostor počas, če mu damo možnost, ga v bistvu širi. Če ga pa tukaj zelo trdo primemo, se mora pa ful upirati. Zato je fajn tudi te meje se z njim pa začeti odraslo pogovarjati. Ne, da jih on more toliko putati, ampak so ene stvari, ki v odraslem svetu, pomivalci vsak dan. Ne moramo, jemo vsak dan, to se pravi, pomivalci to treba vsak dan dati. Da on tudi te odrasle koncepte tako počas dobi, da se mu ni treba kar na počes skozi upirati. Pa mogoče še ena stvar, kaj tako smo tako tudi, ko se z veliko mamam tako pogovarjamo, da res tudi mame presodimo in očetje seveda, da presodimo, katera bitka se splača, ni vse krvavo nujno. Kakšno stvar tudi mičkam spregledamo, ene stvari so pa glavne, te pa pri nas stojijo. In mu tudi zelo pomagamo, da je za vsako stvar se mu pa ni treba biti. A je res treba 5 minut čez po kosilu, da je že vse pospravljen, a ima on lahko tistih svojih pol ure pa narejen. No, hvala za to istočnico, super, ker bi mogoče tlele malo nadgradili. Enkrat sem poslušala predavanje o tem, kako je, katera vzgoja je bolj škodljiva, avtoritarna ali permisivna. In se spomnim, je predavateljica rekla, nobena ni dobra, sama po sebi, ampak še zmeraj je boljše, da ima otrok meje, kot da nima nobenih meja. Ker v svetu brez meja je pa še 10-krat bolj zmeden in nima nobene orientacije. In ga bolj zafurate po domače, če mu ne postavite nobenih meja. Takrat mi je malo odlegal, priznam. Ampak to, meje, ki jih starši postavljamo, so seveda naše meje, naša percepcija, kako doživljamo svet, kaj je še varno, kaj ni, katera ura je še varna za domov prideta. In to pri majhnih otrocih funkcionira, ker pač so nam res čisto podrejeni, pri najstnikih pa potem hitro lahko zgubimo stik, če nam je meja pomembnejša od odnosa. A lahko tukaj poskušava par primerov osvetliti. Recimo, če vzameva telefone, ki si že lepo rekla, da je ena ta velikih kamnov spotike. Vedno dilema, kdaj je sploh telefon in ko že, in vsi to odlagamo čim dlje, ker vemo, da ko telefon bojo pa nove borbe, ki bodo še bistveno bolj naporne od ideje, a imeti telefon ali ne. Imaš ti kakšno svojo lastno izkušnjo, recimo, kako otroku dovoliti, recimo telefon, pa pustimo ob strani, je pametni ali ne, če ima internet gor, ima dovolj, pa hkrati mu pomagati, da ne bo zdaj zapadel v neko odvisnost ali pa da ne bo potem res cele dneve gor visel. Imaš kakšno svojo izkušnjo ali pa iz izkušenj z mam, s katerimi delaš? Mogoče lastno izkušnjo. Mi smo pač, vsak starš presodi, tudi glede verjetno koliko zmore, ne moramo soditi drugega, ker pač vsak ima svoje razloge, tudi koliko ima moči, časa in vsega. Ampak mi smo se pač odločili, da pametne telefone damo čim kasneje. Tudi prijatelji, ko so dali, so točno to rekli, poti nazaj, ko enkrat je, ponad ni več. Ampak naša izkušnja je bila, da pravzaprav tudi če otroku ne daš telefona, se srečuje z njim lahko v knjižnici, če tam ni nobenih mej. Jaz sem klicala v knjižnico, pa so vsem dovolili uporabo interneta. To se pravi, dostop isto kot na telefonu, isto do vsebin in sva z možem gotovila zelo odprte stvari. No, in v bistvu se mi zdi, da kar je dragoceno je, da v bistvu se z otrokom že takoj, ko pride ta prva želja, o tem veliko pogovarjamo. Pa ne zdaj samo same črne scenarije, ampak tako, da smo realni, kle so plusi, kle so minusi, razložim, zakaj ti še ne dam,
a res rabiš, koliko bi rabil, tako da ga tukaj slišimo. In v bistvu jaz verjamem, da s tem ne moramo ga čisto pripraviti, ampak s tem ga pripravljamo na to, ko bo imel. In moja izkušnja je, da potem tudi otroci opazujejo sošolce, ki imajo, in po par letih dejansko lahko otrok, če tako malo pomagamo, da imamo eno kritično razmišljanje, tudi opazi sošolca, ki ne gre na športni dan, ker ne zmore več, ker on je samo še za računalnikom in za igrcem in se je zredil in ne more nič. Tako, in to je boljš, ko samo pazi, kot ko mu mi samo pridgamo. Tako, ta druga stvar, mogoče tudi o pasteh, zato ker se mu zdi, če mu prej že povemo, da obstaja to, pa da tukaj se ti bo lahko naredil in če si ti naredil, prid nama povedati. Mi smo imeli izkušnjo, da je potem res hčerka si mičkam, preden je uradno dovoljeno, si odprla Facebook in je dejansko nekdo profil ukradel. Hvala Bogu, je bilo to sred kosila, pri prijateljih in ona je upala povedati in mož je takoj pogledal, mi smo stavili, cok, takoj pomagali in ni šlo v neke, bom rekla, v kakšno čustveno ali pa kakšno koli drugačno škodo, razen ta strah, ko vidiš, kaj se ti lahko zgodi. Ampak jaz mislim, da če ona ne bila samičkam pripravljena, pa če ne bilo toliko prostora na to temo, ne vem, če bi upala priti vprašati. Če je oče strokovnjak na tem področju. Tako, drugo je pa potem tudi pol, ko ga ima, je pa v bistvu bolj izziv. To se pravi, vemo, da pač zmeraj, otroci so 3 korake na tem področju pred nami, oni so se vse v to obdobje rodili, vejo tudi od drugih prijateljev. Tako da v bistvu, tu se pravi, eno je super, ampak koliko je ubogljiv otrok, kakšen je, da v bistvu mu omejimo čas in se o tem pogovarjamo, koliko rabiš. In da tukaj, ampak da vemo, da tudi če mu mi obejimo za 1 uro, da so potem lahko še. Jaz sem še pri sošolcu na obisku, je še v šoli, vse šole nimajo niti v odmorih zaprtih teh stvari, tako, da je tega še veliko, tako da je v bistvu fajn biti čuječ, kje je on s tem, pa kaj gleda, pa v bistvu tudi eno res tako zdravo zanimanje, to so mi sploh starejše mame rekle, da jim je zelo služilo, zdravo zanimanje, kaj pa tebe zanima. Da sem jaz malo v stiku in ko v bistvu skupaj pogledava, jaz lahko tudi malo pokomentiram, to je realno, to ni, pa ne preveč moralistično, ampak kakšen stavek lahko rečem in ga s tem malo usmerjam, pa malo več varnosti dam. Tako, se mi zdi tukaj, pa seveda ta druga stvar, ki je pa eno celo veliko poglavje, je pa to, da če vidim, da je prekomerno, tam starši, da je predolgo čakamo, je treba ukrepati, je treba začeti omejevati, ampak v soglasju z otrokom, to, kar sem prej rekla. Če se bo on v bistvu, to se pravi, rečemo, vidimo, da ti škodi. Vidimo otroka, da nima življenja v sebi. Dajva probati, kaj če bi mi dva probala 1 teden brez. Ali pa če probaš ti v soboto brez. In mu pomagamo, kako se bo on počutil. Se, če ni še čisto odvisen, bo v bistvu se veliko bolj tudi počutil. Seveda pa tam mora nekaj imeti. Ker v bistvu doskrat mobiteli praznijo eno praznino ali pa nekaj, kar on ne ve, kaj početi. Tako da tukaj, kar imamo bolj izziv, kako mu pomagati, da tudi nekvalitetne vsebine nekaj v realnem svetu takrat lahko počne. Ker roko na srce, tudi ko majhnemu otroku damo risanko, jo ne damo zato, ko bi on rabil, ampak zato, ko mi rabimo malo miru. In hitro se nam zgodi, da pač spregledamo, koliko so otroci na telefonih, ker takrat so itak mirni, tihi, ne delajo težav, ne upirajo se. In je tista druga pot tudi za nas bolj naporna, v resnici. No in to mi je bilo všeč, ker sem enkrat na enem predavanju slišala, da otroka 5 razred ne bi pustili na ulico, da reči recimo Fužine, Ljubljana, sredi noči. Na internet, sredi noči ali pa sredi dneva, ki je v bistvu hujš kot Fužine, ga pa pustimo. Neoboroženega. Tako, tukaj mogoče kdaj nimamo tiste zdrave percepcije, kaj vse so pasti. In hkrati mu lahko zelo povemo, kakšne so pa to dobre stvari. Saj niso samo slabe, ampak da v bistvu, da ga učimo razločevati, tako kot je vse v življenju. Nobena stvar ni samo plus, nobena ni samo minus, ampak da ga tukaj je res ta, se mi zdi, to je naša naloga. Ja, govorili smo o tem, da so najstniki velikokrat jezni, slabe volje in tako naprej. In da ni to nujno alarm, da je z otrokom kaj narobe, v resnici je to kar pričakovano. Pa vseeno, slišimo včasih tudi kakšen stavek, jaz bom kar šel od doma ali pa celo ubil se bom. Kako
prepoznati, kdaj ta njegova nezadovoljstvo ali pa stiska že prerašča te meje nekega zdravega upiranja, ne, in prehaja morda v kakšno depresijo, samomorilne misli in tako naprej. Kje je tisti signal za nas kot mame pa očete, da moramo pa ukrepati pa poiskati pomoč? Zdaj, tukaj ni to, bom rekla, moj področje, da bi zdaj tukaj lahko zelo strokovno nisem kompetentna, da bi tukaj tako dala odgovor, ampak mogoče, kar je dragoceno, je res, da ohranjamo, to, ko sva že omenili, ohranjamo stik z njim, v bistvu tudi potem, seveda, če se utrga, počasi mehko iščemo, kako se mu lahko približamo. Če tukaj vidimo, včasih kakšen otrok tudi ali do mame, do očeta, do obeh zablokira, nekako ne čuti, da bi recimo lahko delil, lahko se mi zdi, tukaj smo modri, imamo ideje, kdaj lahko vključimo babico, trenerja, nekoga druga, ki mu lahko pride zraven, se mi zdi tako, če ne gre na noben način, jaz mislim, tukaj je nujno potem poiskati strokovno pomoč in da ne čakamo predolgo. Ta drugo je pa to, da v bistvu vsem, to se pravi, mogoče dam en primer, ki mi je bil tak zanimiv, ko mi je pravila prijateljica, da je v bistvu v srednjo šolo je prišla mama na govorilne ure. Tako, v bistvu se je napovedala in je rekla, nekaj je narobe. In je v bistvu razredničarka vprašala, kaj mislite? Rekla, ne vem, samo čutim, da je nekaj narobe. Potem so šle pogledati ocene in je res hčerka imela pač, ne vem, recimo pri matematiki 2 petke in 1 cvek. In še nek drugje, isto tako, zelo lepo ocene pa cvek. Potem je v bistvu mama, res tako modra mama, šla domov in začela tako še malo bolj tako mehko, v bistvu v tem cveku, in se otrok v bistvu tako odprl, da prvič v tem cveku ni upal povedati, ker je bilo njej toliko težko, da je toliko padla. In potem mama je pač bila res taka kmečka ženska, je stopila k njej, objela in hčerka pa povedala, da je tam zadaj bila ena zaljubljenost, ena neuslišana ljubezen, še ene take pol grde zafrkancije v razredu. In je v bistvu mama res ni vedela nič, samo čutila je. In je naredila tisto, kar je bilo prav. Tako se mi zdi tukaj res, da si upamo kaj narediti, da nas ne ustavi tisto, ali pa v bistvu, če slišimo kdaj zgodbe, mogoče v bližini, kakšnega samomora, ali pa tako nas lahko tako zelo stisne, ampak naš otrok rabi to, da v bistvu mi pol se pogovarjamo o tem, pridemo k njemu, sej, če ne moramo drugače, se pa pogovarjamo o odraslem odnosu z možem, pa se lahko mirimo, ko on mogoče rekel, res še nič takega ni, s tistim, ko našega otroka pozna, da pridemo tudi mi na eno tako realno sliko, ali pa tudi očetje, včasih tudi očetje, ki bolj vidijo stvari, in je fajn se tako pogovoriti, da v bistvu objektivno pridem, če nekaj dalj časa se dogaja, se mu pač nekaj dogaja. Mogoče ne zna ti niti še ubesediti in v jezi vrže kakšen zelo težek stavek, ker se tako počuti, ker on se lahko res tako počuti, ampak ne bo zdaj vsak otrok iz tega občutka že nekaj naredil. In tudi vemo, te zgodbe v samomorih so lahko zelo različne, kakšen je bil do zadnje minute nasmejan. Tako da tukaj se mi zdi, je fajn to, kar jaz verjamem, da v bistvu imamo tudi oči uprte v dobro, tako ne samo v strahove, ampak da tudi dobro otroku krepimo in smo mu tam res tako ob njem. In večkrat mogoče naredimo prostor, da rečemo, karkoli se ti naredi, je prostor za to. Pa ga mogoče spomnimo na kakšno stvar, ki smo mu že odpustili. Ali pa lahko me už najdu zmatrano, lahko me už najdu jezno, ampak vedi, da ko bom čez 5 minut prišla k sebi, da bom objela, bom s tabo v tem, ki si. Prid povedati. Ta prostor, da odpiramo, se mi zdi. Ravno to, ta stik z otrokom. Da pač, če si v tem stiku začutiš, ko se otrok oddaljuje, odmika, zapira. Ta stik z najstniki hitro izgubljamo, tako kot si že prej rekla, zaradi te razlike med tem, kako oni bi želeli biti odrasli in od nas pričakujejo neke pravice odraslih, hkrati se pa ne obnašajo tako, kar nas seveda spravlja ob živce. Torej, kako ohranjati ta stik? Kako ne dopustiti, recimo, ne vem, otrok prinese slabo oceno domov, mi velikokrat odreagiramo na najslabši možen način, da potem nikoli več ne upa povedati, da je dobil slabo oceno. Tle moramo iti mi velikokrat čez sebe.
A ne? Ja. Kako si lahko mi kot starši pomagamo, da bomo preklopili, da to ni več tisti majhen otrok, ki je, ne vem, polil nekaj potem, ko si mu 5-krat rekel, da ne sme, ampak da je pač že en bistveno večji otrok, a ne, ki od nas pričakuje tudi eno mero spoštovanja, ne samo ljubezni. In kako mi sebe umiriti v situaciji, ko bi najraješ mi zakričali pa šli čez vrata. Ja, tukaj je v bistvu tako, če malo strokovno rečeno, je v bistvu njegova neka impulzivna reakcija ali pa nekaj, kar sproši našo impulzivno reakcijo, tisto ta prvo, tisto prvinsko, tisto skoraj bomo rekli živalsko, nagonsko, tista ga lahko zelo zaboli. Tista res lahko, iz tebe na onkoli nič, poglej ta cvek, se ni čuden, se nič naučiš, sploh če gremo še zelo na osebo in doskrat, če smo mi to slišali, naredimo to. Tukaj res, to tudi pač v skupini za mame najstnikov delamo prav tako na tem vaje, to se pravi, da jaz najprej vdihnem. Fizično? Ne reagiram. Fizično. Kaj to pomeni? Pride kisik v možgane. V bistvu se zavem, kje sem in kdo je pred mano. Se če zelo hudo, mogoče rabim tudi jaz 5 minut. In da v življenju nič toliko nagori, da bi mogla čisto se odzvati. Ampak da se lahko odzovem 5 minut kasneje. In da če mi narata, sem še zmeraj v redu mama. Ampak da v bistvu se v tem lahko vadim v dobro mojega otroka. Da ni tista ta prva reakcija. Tako, mogoče to. Pa v bistvu ja, če je velik jeze, če v bistvu tukaj se nakopiči, včasih se tukaj res, to, ko sem že prej omenila, kakšno moje nezadovoljstvo, moje pričakovanje, kaj vse bo moj otrok, moje pričakovanje, da moj otrok odličnak na gimnaziji, pa je v bistvu iz odličnega padel na 2, 3. Tukaj imam pa jaz svoje dele, tukaj se ob najstniku jaz spreminjam, on je svoja oseba, jaz pa svoja. In on, v bistvu, je moja naloga, da gledam tudi, v kaj bo zrasel in da to gojim in zalivam in tako, ampak ne pa, da ga jaz zdaj v eno ali pa drugo stran zelo močno vlečem. Bova zdaj počasi prešle na to, kako se pač ti naši najstniki potem v najbolj turbulentnih letih morajo odločiti tudi o tem, kam bodo šli recimo na srednjo šolo. Jaz imam včasih občutek, da starši te odločitve dojemamo zelo usodno, in v strahu, da otroci ne bi zašli, da se ne bi narobe odločili, verjetno veliko pritiska nezavedno otrokom povzročamo. Dajva najprej osvetliti to, kako pomembna je v resnici odločitev o tem, na katero srednjo šolo se bo naš osnovnošolec vpisal. Če malo razumsko pogledamo na ta. Okay. Vsekakor, da ni usodna, v bistvu zdaj sodobna teorija tudi tako vidi kariero kot potovanje, to se pravi, vemo, da tudi oni ne bojo imeli verjetno službe od tukaj pa do upokojitve, ampak da je v bistvu tukaj veliko bolj kreativa, veliko bolj gibljivo vse skupaj in da je pravzaprav ta stopnička na srednjo šolo je pravzaprav ta prvi korak. Usoden, v čem bi lahko bil usoden, če ni na ta pravi šoli? Ja, v bistvu je vseeno so to leta, ko se otrok zelo oblikuje, ko v bistvu otrok mogoče tudi malo preizkuša, kjer vrednote stojijo, kjer ne, tisto, kar je doma dobil, ali zdaj to družba tudi, ja ali ne. In tukaj, ko še enkrat starši se mi zdi, če spustimo, se ga bo vse vzgojila v šola. Super smo, damo roke stran, šola pa reče, ja, sorry, tole pa od staršev. In v bistvu ne skrbi, ampak v bistvu bolj tako mentorsko, pravzaprav tisto, da lahko se tudi o enih stvarih pogovori, da lahko tudi pove svoje mnenje, kaj prinesel iz sveta, prežveči to in potem v bistvu bo nekaj od tega sprejel, ampak ne rečem, da je vse isto kot mi. In tukaj, kar je še zelo pomemben, je, da vseeno, to, ko sem že prej rekla, mi ne moramo kontrolirati, kakšen bo njegov razred. Niti ne vemo, kakšni bojo njegovi razredniki, učitelji, profesori. Ne moramo več kontrolirati, to je eno. In na drugi strani, in to nas lahko kdaj zelo tako stisne, starše, zato tukaj je ta pritisk, da boš res na ta pravo, da bom jaz v redu, če zdaj poenostavimo. Na drugi strani pa v bistvu on še ne pozna veliko, rabi pa, če rečeva tako razvojno, rabi eno družbo, kjer bo sprejet, kjer so približeni na njegovem nivoju,
kjer tam bojo tudi lahko prvo prijateljstva bolj prava, prve zaljubljenosti, veliko tega je. Tako da jaz pravim, da tukaj je fajn, da on tako poišče najbolj optimalno srednjo šolo. Zdaj, če ima majhen radius zaradi različnih drugih stvari, ima na izbiro 2 šole, jaz tehtaš med temi 2 šolami. Če pač ima možnosti več, bo pač tehtal med večjimi, ampak da vemo, da tukaj je veliko zraven lahko tudi obšolske dejavnosti, bo tudi za njegovo družbo, veliko tudi naš pogovor, da pravzaprav ni samo šola. No, tako. Je pa velik del njegovega življenja. Zato je tukaj dragoceno. Ampak vemo, da kakšni se potem najdejo tudi šele na fakulteti, pa najdejo sami sebe, najdejo pravo družbo. Tako da tukaj malo to težo stran. No. Jaz sem bila tudi svetovalne delavke, kdaj ne hoteti to težo. Tako. In treba je to besediti. Ne, to ni usoden korak. Ne. To je ta prvi, zdaj le gledaš in tudi še to, no, če se recimo ni na ta pravo šolo odločil, to je zdaj praksa zadnjih 2-3 let, saj na našem področju, ne vem, če je to za celo Slovenijo, se lahko svetovalne delavke med sabo pogovorijo in se tudi lahko otrok prešola. In so primeri čisto nič katastrofalni, da otrok v enem naravoslovnem razredu se ni najdel, se je prešolal, se v Želimljah ni najdel, se je prešolal na Škofijsko, še na Škofijski ni najdel, se je prešolal v Želimlje ali na eno drugo gimnazijo, tako da ali pa iz gimnazije na eno tehnično, ki je videl, da tega ne zmore in da tukaj tudi to sprejmemo. To ni zdaj konc sveta. Otrok se bo ujel, vse se zdaj malo lovi, in se bo ujel. No, se je ravno to, ker včasih imaš občutek, da je zdaj potem pa se zapreš vrata, kot da se prešolanje, recimo, da sploh ni možnost, pa v bistvu je, Verjetno lahko kadarkoli zamenjaš šolo ali kako je s postopki. To ne poznam, ampak vse podrobnosti, ampak sigurno v 4. letniku je težko prehajati, ampak govorimo o enem 1. letniku. Drugo je pa tudi to, da če gledamo čisto karierno lahko do istega cilja prideš po različnih poteh. Recimo, 2 primer, ki sem nazadnje svetovala, recimo, če ne vem, otrok ne ve, ali bi bil vzgojiteljca, ali bi šel na gimnazijo, šole sta blizu, lahko gre na gimnazijo in če ne bo šlo, se bo pač prešolal na vzgojiteljsko in bo to končal. Če ga zelo žene, bo šel na vzgojiteljsko. Če pa recimo na koncu gimnazije vidi, da ne bi šel naprej, oziroma da ne bi ne vem koliko študiral, se še zmeraj da dokvalifikacijo narediti. Oziroma je tudi toliko in toliko online programov. Se pravi, zdaj so stvari malo drugačne, ni samo ta formalna, trda izobrazba skozi srednješolski sistem, ampak lahko potem tudi naknadno v življenju, sploh, ko so pomembne veščine, lahko, ne vem, nekdo, ki bo veliko delal na oratorijih, bo potem pogledal, na kakšen način bo lahko delal z otroki. Mogoče ne bo delal v vrtcu, bo pa delal mogoče v nekem mladinskem centru, kjer ni potrebno, da imaš vzgojiteljsko. Formalno, Tako, da tukaj tudi mi malo širše gledamo, da je zunanji svet se je toliko spremenil od tega našega časa, da je veliko bolj gibljiv in da tukaj je bolj važen, da otrok rahla to, kaj ga zanima. Ta del mogoče kdaj spuščamo. Mi izbiramo šolo, spuščamo pa to, da tudi tekom gimnazije je fajn, da on rahla, kaj ga zanima, da srečuje konkretne poklice. To, kar sva govorili, da pač starši zavedno ali pa nezavedno pritiskamo na otroke. Kako pa ti recimo to vidiš, a je devetošolc že sploh zrel, da se sam odloči, katera šola je zanj? Recimo, ko ima on eno zelo jasno izraženo željo, ki pa ji recimo starši zelo nasprotujejo. Poznam primere staršev, ki se je otrok vpisal na eno šolo, pa so šli, pa so dvignili prijavnico, pa je prenesel na tisto šolo, kjer so oni videli otroka. Kako, če gledamo v tistem obdobju življenja, to je pri 15 letih, koliko je otrok pri 15 zrel, da sam ve, kaj je zanj recimo ta prava stvar. Pa pustimo ob strani, da imajo starši tudi svojo prtljago, zaradi katerega mogoče vodijo v napačno smer. Otroci so zelo različni. Vemo se, tudi če pogledamo pa srednje šolce, vidimo, da je kakšen čisto otrok narekovaju v duši, en pa že zelo odrasel. Tako da tukaj mogoče kdaj starši ga nehote vidimo mlajšega, kdaj ga pa v bistvu tudi nehote naredimo starejšega. Lahko zgrešimo in v bistvu bomo. Tako se mi zdi, to je realno življenje, da ne bomo vse ugotovili. In v bistvu zdaj, to se pravi, otrok mora biti zelo, zelo močan karakter, v tem vašem primeru,
da je v bistvu, se pravi, če starši drugače rečejo kot on, kako ne on tukaj kontra, če še ni polnoleten, ne, tukaj medklic. Poznam primer, ki ga večkrat povem, ko je v bistvu en srednješolc ga hotel prestaviti iz srednje šole, ker so videli, da ima v bistvu toliko popravcev, ne starši, ampak tudi šola sama. In je bilo vse zmenjeno, tlele imaš kuverto, greš na drugo šolo, on je naslednji teden prišel v razred. On se sicer vsa 4 leta bil s popravci, ampak on je bil odločen, da to končal in on je to šolo končal. Tako, na drugi strani, ker je še moja izkušnja, ker tudi svetujem tudi tako posameznikom in tudi se pogovarjam z najstniki 9. razreda, je to, da v bistvu najstnik vse na nek način rabi biti slišan, da bo res podprt v tistem, kar je. In recimo sem imela par primerov, da je otrok zelo jasno vedel, na katero šolo hoče, ampak je zadaj bilo toliko želja, mam, tet, babic, kje, kako, kaj, da je v bistvu se v tistem zgubil in je bil otrok sam presenečen, ko sva šla skozi s tehtanjem, je samo ena izbira ven prišla. V enem drugem primeru otrok toliko skriv pred mamo, da v bistvu je že čisto odločen. Ne? Da je mama mislila, da on še tehta, otrok je odločen, ampak mama tja noče otroka dati. Ne? In tukaj res tako, jaz sem tukaj res tako odpirala videti, da je to otrokova pot. Da v bistvu tudi, če na tej šoli, na vsaki šoli so dobri in slabi profesori, na vsaki šoli so lahko taki in drugačni otroci, ampak da če se otrok res zelo želi to šolo, vemo lahko pasti, v teh se lahko pogovarjamo, a mu res moramo to preprečati. Ampak ja, tukaj starši imamo tudi svoje, tudi da je mogoče svoje stiske, ali pa tudi vidimo ene stvari, lahko realno, lahko tudi zelo realno, ali pa tudi nerealno ene strahove, ali pa da ne bo zmogel, ne verjamemo, da bo zmogel. Otrok najbolj, kar rabi, je ta, se mi zdi, ti stavek pol na koncu. Vemo, da se lahko boril, ampak da je oče reče, vidim te, zmogel boš. Ker vsega je ponovadi strah. Gre v neznano, to je v koraku neznano in star je 15 let. Kako pa lahko mi, recimo, kot starši, otroku, ki recimo ne ve, zdaj smo imeli primer nekdo, ki mu je popolnoma jasno, kaj si želi, ampak bi si skoraj upala trditi, pa mi boš ti povedala, da se motim, da je takih manjšina. Večina je pa tistih, ki v resnici ne vejo. In potem se velikokrat zgodi, pa sej imaš lepe ocene, pa sej se ti še ni treba odločiti, veš kaj, kar na gimnazijo pejt, sej boš pa pol še 4 leta razmišljal, kaj bi rad. Ampak vseeno, verjetno, lahko prepoznamo, kaj so pa njegove neke močne vsebine ali pa močne veščine, ki bi ga pa mogoče vseeno lahko že usmerile v kakšno bolj, rekla, profilirano šolo. Kako mi kot starši lahko pomagamo otroku prepoznavati to njegovo poklicanost, mogoče ne samo za izbiro šole, ampak tudi sicer v življenju? Ja, v bistvu, jaz dam primerno, mogoče je tak fin, da recimo, se pravi, lahko tega poklica, kar bo on delal, sploh danes še ni. Se pravi, jaz ga pa samo vidim, recimo, en primer bom zdaj imela konkretno v mislih, da rada pleše in da ima rada angleščino. In ker ima rada angleščino, je šla na angleščino, ampak ta gospa ne dela danes za angleščino. Ona uči Facebook in Instagram. In v bistvu, zato se mi zdi bolj kot to, da mi imamo potem ene agende, ali lepo riše, pa bo on iz tega ven, lepo poje, pa bo iz tega ven, ne vemo, ali bo to poklic, ali pa če ima zelo veliko interesnih dejavnosti, zato on še ne ve, kako bo zdaj skombiniral te interesne dejavnosti. Se mi zdi, da bolj, da v bistvu širi to, kaj ga zanima in probava in da tudi vztraja, eno leto. Tukaj se mi zdi, da starši pri tej vztrajnosti mogoče malo falimo, da kar lahko kot iz enega cvetka na cvetek leta, iz dejavnosti na dejavnosti, možnosti veliko, ampak da v bistvu vse nekaj vztraja, da dobi en okus, da v bistvu tudi malo vidi, kaj to pomeni, da različne stvari sproba, pa da tudi v bistvu tam, kjer pa vidimo, da mogoče je potencial, pa lahko rečemo, ne vem, te zanima, zdaj so pač zelo popularni, da bi bili vsi youtuberji, vlogerji in tako. Tudi pri nas doma. Ja, dajmo ga konkretno, lahko narediš, stara mama ima rojsten dan, imaš časa 14 dni, narediš, nimam ideje, ne vem, kako bi. Ali pa, ne vem, za prijatelje, ali pa eni vem, da pol snemajo, tudi kako skačejo na deskah z rolerji ali karkoli. Ampak da ga potem povabimo iz mogoče tistega mičkan sanjaškega, tega, ki se šele rojeva, v konkretno. Tukaj pa rabi malo našo spodbudo.
Ali pa ne imam rada otroke, lej, kaj pa če bi ti na oratoriju pomagala. Tako, se mi zdi, tukaj lahko zelo pomagamo in da tukaj mogoče jih je kdaj strah. Naslednji korak narediti. Pa mogoče tudi to, da konkretne poklice, zdaj je bilo veliko tega lockdowna in vse to, da konkretne poklice spoznajo, to ene šole že imajo, da res en dan preživi, ne vem, ali tukaj v studiu, recimo, ali v bistvu pri zobozdravniku, ali pri veterinarju, da dobi to celo paleto. Recimo, to, ko ste omenila, da bi lahko ta primer dala, ko so pač šola je peljala otroke na vrtiljak poklicov. In so jim predstavili seveda tudi frizersko in seveda punčkam so delali kitke. In pol razreda je prišlo domov, da bi bile one frizerke. Super, kitke narediš. To je tako konkretno, luškanje, vse punčke imajo rade kitke. V bistvu, kako osvobodi zdaj otroka tega, da bi šel pol kar skoraj navratno nos na frizersko, čeprav je odličnak. Je zelo enostavno. Jaz sem pač se naročila pri frizerki, ker bi se tako mogla, in hčerki se nekaj, da gre z mano, čeprav sem si barvala lase, in je videla umivanje las, tudi mastnih, striženje, pometanje. Sprav, videla je to proceduro. To je bilo realnost. Tako, se mi zdi, tukaj, konkretno, da imamo raj, namesto da ga silimo mogoče v konkretne poklice, zato da imamo mi v redu, da imamo konkretne izkušnje. Hvala za tole istočnico. Namreč, tudi pri nas imamo, mami, jaz bom pa snemala videe, a si lahko naredim YouTube kanal. A veš, ker moji sošolci imajo že 10 lajkov in če jih imaš ne vem koliko 1000, pa lahko zaslužiš. In seveda starši, tudi jaz, smo takoj v skušnjavi, da bi te sanje zatrli v kali, razložili, da jih malo uspe, da moraš potem tam igrati nekoga, kar nisi. Skratka, z našimi izkušnjami mi vemo, da so to sanje nekje visoko v oblakih in jih odrežemo. Tako da sem hvaležna za ta konkreten primer, kako lahko še starši dejansko damo otrokom vedeti, da nas zanima, kar njih zanima. Ker velikokrat otroke zanimajo stvari, ki so nam svetlobna leta daleč. In se težko sploh prisilimo, da bi jih poslušali, da bi celo vstopili v neko debato z njimi. Kako narediti ta korak? Dejansko probati stopiti v njihov svet, ki je pa nam mogoče zelo, zelo daleč. Ja, to je isto kot svet moža, kdaj nam je kaj, ki nam razlaga v službi, če ima zelo drugačen poklic, lahko zelo tuje. Pa iz ljubezni lahko gremo čez. Se mi zdi, da pri najstniku ni čisto isto, ampak na nek način isto stopati v njegove čevlje. V bistvu si vzeti čas, jasno, sredka kuham, si jaz ne moram vzeti čas, da zdaj glih mi pokaže 3 filme, ki bi bilo dobro, da jih mogoče skupaj pogledamo, ker je on čisto navdušen. Ampak ko pa pojužnemo, pa lahko. Tako, da tudi jaz ta čas si na nek način vzamem tako, da je v redu. Drugo pa v bistvu mogoče to, tukaj, kaj recimo v tem primeru, kaj te pri tem youtuberjih toliko zanima, kaj bi ti bila. In pa mu lahko pomagamo, pač samo spodbudimo, da on naprej raziskuje sam, da v bistvu, zdaj v bistvu ne bo dal mogoče še na javno, da posname, pa da najprej v bistvu mislim, da je ena opcija privata, da bodo sem 4 videli, tako da se tudi izogne kakšnim mahinacijam, da tukaj v bistvu zagrabimo njegovo idejo, pa hkrati mu pomagamo, tudi če ne vemo, lahko skupaj z njim raziskujemo. Tukaj meni je zelo všeč ta avtor Aleksandar Davenija, ko govori v knjigi Krhkost, umetnost krhkosti, ko pravi, v bistvu, ko so ga, on uči po mojem v srednji šoli, ko so ga najstniki spraševali, rekel, jaz nisem imel vseh odgovorov, ampak sem bil pa z njimi, da niso sami. In tukaj isto, v bistvu, če je moj otrok, ne vem, ga zanima enega vesolje, druga, kako se snažinke naredijo, ta tretjega pa mogoče res tako motorji ali pa streljanje, spet kaj je tukaj v tem streljanju, ali sem da je akcija, ali pa zanče, tako luška je bilo, je ena mamica mi nazaj delila, ko sem pač propagirala to svoje karierno svetovanje, je rekla, ja, res je, otroci so različni. Vsi ostali otroci so sedeli v vozičku in se igrali z igračkami, plišastimi v vozičku, naš otrok je že zelo majhen zlezel pod vozje gledal. In v bistvu tukaj, vem, starejše generacije so čisto norele, če so fantje razstavili avtočke, ki so jih dobili za rojstni dan, pa ta druga razstavil, pa ta tretjega razstavil, ampak ta fant je danes strojnik. In tukaj moški svet nam je, mogoče imamo bolj tuj,
očetom mogoče ženski svet bolj tuj, a ne, in če tukaj hčerka pokliče očeta, lej, bi ti tole rada pokazala, tole bi rada bila, ki bila mogoče rada še malo drugačna kot mama, pa mogoče mama tega ne sprejema, a oče lahko tudi to ujame. Pa jo sliši, pa jo podpre, pa reče, lej, bom mogoče pogledala online tečaj iz tega področja, ali pa na Skillshareu, ker se veliko otroci lahko naučijo tudi online stvari, ali pa fotografija, te bom povezal s tem, ker jaz se ne spoznam, ampak mogoče ti pa ta lahko malo pokaže, kako je s kompozicijo. To so res veseli, no? Tukaj dobijo krila. Tam, kjer je nam najtežje, ne? Ponavadi? Kjer je nam najtežje, ja. To pa ne vem, tako je življenje narejeno, ja. Kdaj? Kot pravijo, ne, da ko vzgajamo otroke, v resnici sami sebe vzgajamo, ne? Bo to kar držal pol. Oboji rastemo, jaz pravim tako, ne, da v bistvu pravzaprav najstnik je živ, iskriv, iskren, to se pravi pokaže tudi tiste dele, mene, ki še niso razviti, in recimo, če je zelo iskriv, če je zelo ima rad akcijo, ples, lahko tudi ena mama in oče, ki ni nikoli plesal, lahko živi, če želi, pa ne, da zdaj rata najstnik, ampak v bistvu, je maturanski ples, a boš plesal z mano? Tako, nas tukaj lahko ostanemo tam, ki smo, ali pa nas povabijo v življenje. In mi, tam, ki oni še nimajo, jih mi povabimo v življenje. Oni v svetu lahko nekaj prinesejo, ki jim mi nismo dali. Ali pa imajo že v sebi. In nam lahko to dajo. In mi njim. Jaz čutim, da je to v bistvu na nek način vzajemno. Ja, imamo pa odraslo razmišljanje in širšo poglede, ne nujno zmeraj, ampak na določenih področjih imamo sigurno več izkušenj, več kilometrov in tist lahko pol skozi bolj mentorsko delimo. Oziroma vprašamo potem, kad 18-19, a te zanima moj nasvet? Ne, a boš naredila to točno tako, kaj jaz rečem? A te zanima moj nasvet? To je super stavk, ja. Ker vemo, ko začnemo pridgati, sledi zavijanje z očmi in ne pridemo nikamor, ne? Samo mi se malo boljš počutimo, ker smo nekaj dali z sebe, ne? Nada, tako fajn si zaključila, da sploh ne vem, kaj naj te še vprašam za konec, ne? Jaz sem si tlele pripravila tole vprašanje. Katero misel bi položila na srce staršem, ki jih stiska ob stiskah njihovih najstnikov? Imaš kakšno tako, kakšen recept, ki ga lahko recimo v danem trenutku se spomnimo, pa rečemo, ne vem, minilo bo. Ja, točno to sem mislila reči, kot prvi stavek, to je res zanimivo, no? Da tako, kot so majhni, bojo prerasli, da je to eno obdobje, ki bo minilo, res, in da je to v bistvu obdobje, ko se levijo, to se pravi iz otroka, gre v odraslega. On dobi telo že odraslo, nima pa še, možganske povezave se mu še pa le delajo pod odraslosti. In ta levljenje ga boli. Da on to prebije ven in da bo dobil ta prostor v sobi, v hiši, v družini, v družbi. To boli. Naleti na naše meje, naleti na, kaj pa ti veš, naleti na te stvari. Ampak, in to nas tudi boli, ko recimo, če mi ga ne sprejmemo, ne vidimo to, ampak ko ga pa v družbi ne sprejmejo, nas pa boli. Mi smo povezani z njim. In tukaj se mi zdi res veliko tega, da najprej v bistvu sem uho, da tudi poslušam, ne najprej govorim, da kaj potem povem, pa se zavestno ustavim, da ni predolgo, da ne pozabim z očmi, pa da v bistvu se veliko pogovarjam o tem, veliko. Pač tako, ko rabim, tudi v odraslem odnosu, da se poiščem, če treba, tudi, če mogoče v vasi, med prijateljcem, v zakonski skupini, nimam v bistvu ljudi, ki bi me slišali, da imam tukaj stisko, si lahko poiščem podporno skupino, da grem čez te stvari, ne rabim tem se pacati in zmeraj imam pa še eno zelo močno rešilno bilko, da to izročim Gospodu, da je tukaj prosim za nasvet, da v bistvu izročim otroka, da molim za njega, ker res verjamem, da to se nekako čuti. Se bo otrok rekel, kaj pa meni briga, da ti moliš. Ampak to čuti. To je ena topla bližina, ki je pa skozi lahko z njim. In to pa, če se podpiramo, zmeraj skoraj zmoremo. In če je res težko, takrat pa prosimo druge za molitev, da za nas molijo, pa za našo družino. Hvala, Nada, ja. Če otrok ne dovoli fizičnega objema, ga pa lahko vsaj duhovno z molitvijo objamemo, ne. In mislim, da lepš nismo mogli zaključiti tega pogovora. Res hvala, da si vzela čas, da si bila z nami.
Jaz upam, da boste tudi vsi, ki ste to oddajo pogledali in poslušali, da ste našli v njej kaj zase. Jaz lahko rečem, da sem. Imam tudi otroke, ki odraščajo proti najstništvu. In hvala, da ste bili z nami. Če še niste naročeni na naš YouTube kanal, vas vabimo, da se naročite in da bojo ta in podobne oddaje vedno prišle pravočasno do vas. Bomo pa, upam, z Nado še kaj sodelovali, tako da vas vabimo, da spremljate tudi našo Facebook stran in boste morda na njej našli tudi kakšno povabilo na temo, kako se povezovati z vašimi najstniki. Hvala za spremljanje in lep dan vsem.